Jaz moram reči, v svojih 23 letih sem bistveno spremenila način poučevanja. Na začetku je bil ta sistem frontalno, govoriš celo uro, ampak to dejansko glasilke ne zmorejo. In potem na koncu vidiš, da je veliko večji efekt same ure in samega dela pri otrocih, če delajo samostojno, si pomagajo, učitelj pa dejansko kot nek koordinator jim pomaga rešiti neke zadeve, ki jih oni ne znajo, ne zmorejo. V glavnem veliko več odnesejo in veliko raje delajo na tak način, kot pa da morajo sedeti 45 minut v razredu. Sašo, je to tisto, kar prinašajo novi učitelji danes v razrede? Pa zdaj ne mislim nič slabega v starih učiteljih, ampak ja, šolski sistem je bil vendarle narejen tako, da so prišli, povedali svoje in odšli, ampak danes pa že dolgo časa govorimo in učijo se tudi, da vendarle je treba iskati te nove pristope. V zadnjih letih učitelji tekmujemo oziroma konkuriramo pametnim telefonom in vsebinam na teh telefonih. In da ni zelo težko, če otrok je od doma navajen, uporablja, pretirano rabiti te naprave, se mu vzpostavljajo neki miselni vzorci, ki jih v šoli potem težko presežemo. Učitelj nikoli ne bo mogel biti toliko zanimiv, kot so lahko neki kratki videoposnetki na telefonu. Nemogoče. In mogoče se nam na trenutke zdaj zdi, da celo izgubljamo to bitko za to pozornost. In že iz tega, ker vemo, da dejansko ne gre, po starih metodah sploh ne bi šlo več, poskušamo biti toliko bolj inovativni, toliko nekimi novimi, vsak učitelj pač na svoj način nekako pritegniti to prvič pozornost otrok, da sploh, evo, tukaj sem, daj spremlji to, sej to je zanimivo, in obdržati pol to pozornost 45 minut. Vemo pa hkrati, da če že govorimo o veščinah življenja, ti boš mogel imeti neko sposobnost skoncentriranega dela tudi v nekem daljšem časovnem obdobju. Ti se boš mogel tudi v nekih časovnih stopih znati skoncentrirati, pa znati intenzivno tudi nekaj delati. V resnici je treba tudi to navaditi. Tako da imamo drugačne metode, se trudimo, ampak imamo kar hudo konkurenco. Modra zavarovalnica je partner projekta Šola prihodnosti. Medtem ko vi, zaposleni v šolstvu, skrbite za prihodnost naših otrok, Modra zavarovalnica skrbno upravlja z vašimi sredstvi za finančno varno prihodnost. V dodatno pokojninsko zavarovanje ste namreč po zakonu vključeni vsi zaposleni v šolstvu in tudi širše v javnem sektorju.